kaj se je zgodil? Jaz se zgubil v pički materni v hribih nad Cazinom, stari. Danes je tork, zgodaj zjutraj oziroma 9 ura. Zadnji je moj T-Max in jaz pičim na avanturo. Kam grem? Grem do fotra dol v Bosno, v Sanski most. Oziroma selo Vrpolje, kjer je on trenutno tam. Pa sem se odločil tukaj, da grem s T-Maxom. Klika, Kladuša, Cazin, Bihač, tam nekje pa do Sanskega mosta. Predtem moram pa še zrihta stvari, uleteti pred City Parka, se testirati. Itak vsakič preden greš na pot, moraš dobesedno vedeti, kaj vzameš s sabo. Tole ti je polnit za telefon, čelada spucana, pripravljena. Moja navigacija oziroma, kako bi rekel, muzika, entertainment je gor. Kamera, da se presesa, motor je ready. Varnost number one priority. Jakna, čelada, rokavice. A gre vam tudi na živce tole? Treba je se testirati, ampak ajde, tukaj pred City Parkom se najdu džabe. Evo ga, negativen, pičimo. Če mi kaj mori, mi mori to, da moramo dejansko povsod, za kamorkoli gremo se cepati. In to velja samo 48 ur. Kaj jaz lahko naredimo v 48 urah? Prijem tja, se slečem, se moram že obleči, pa jet nazaj. Prvič sem v Metliko, koliko sem naredil, 80 km iz Ljubljane. Tam do novega mesta se mi je kar lekal po avtocesti. Piha, ke svina. Imam neko muziko, ufuril sem si tali sistem. Neki JBL zvočniki, kao jače. Ma kurac, stari, moj vse nekaj hreši. Si sploh ne predstavljam, kako je z unimi slabšimi zvočniki. Dehidracija je ključnega pomena, sploh če furaš motor po takih vročinah. No leti ti dol, stari, po stari cesti, jebote ta cesta od novega mesta do Metlike je sjebana do Amera. Furaš te ono vse trese. In pol vedno en kurac z unim kamionom ali avtodomom, stari, on voz, ne voz on 50, on voz 20. In naredi kolono v pičku materno dolgo 2 km. In pol ti ko komarac zuji vmes. Itak to vse nepregledno. Vamo, te sam gledaš, daj boš poginil. Zdaj gremo pa na mejo, zdaj ne vem, je Metlika gužva, ali grem na Krasovec. Pa grem čez Karlovac, po domač povedan, pa pičim, ne vem, bom videl, kje bom šel. Kakšna Kladuša, Cazin, ovo, do Sane. Vsej tu pa tam se bom ustavil, ker guzica začne bolet, hrbet začne bolet. Zdaj pa počas se malo napijem in pičim čez mejo, da vidimo, če bo kaj kompliciral. Mejni prehod Krasovec. Hvala Bogu, ni me glih neki zadrževal. Pogledaj, paso še sam rekel sretno druže. Je pa blizu mejnega prehoda Metlika, tako da vam priporočam, da ga začnete uporabljati sploh v takem času, kot je sedaj poletje, ker si boste pošparali in živce in čas. Evo, končno, stari, vroče, ura je 2. Jaz sem zdaj v Karlovcu. Tukaj je muzej, stari. In tam vzad so tanki, avioni, prav ostanki od vojne na Balkanu. Sem parkiral na uni strani, ki je dejansko senca in je preletela ven. Tukaj ne morate parkirati. Jaz pa skozi problem s temi Hrvati, majkim, kamorkoli že grem. Drugače, vstop je 60 kun, to je 10 evrov na dam jim. Sam zato, ker mi je težila, grem pa čez ograjo malo posnet, da vidite, kako zgleda. Evo, kakor ja vidiš, tole je T-55, v temu sem jaz služil vojsko. In tukaj imaš dejansko ful tankov, protiavionskih topov in celo aviona, ga vidite gor, kako je postavljen, prav top shit. In tam na uni strani imaš pa neke prirejena vozila, tle pa en celo sestreljen avion. Leti to, stari. Tako da ja, blizu je Karlovec in na ovam žal, če greste mimo, recimo Bosno, pa to ustavite se. No, tle, ko sem se furil, dejansko je prišel pred mano en motorist, me je prehitel na polno, pa je pa začel zalagati. No, sem mu bil kar zarito, tako da ni mogel glih pobegant. Oj, dezala ga čujete. Regaš, kaj me presenete, leto? Pički materni, bogu za nogu, ljetna radionica programiranja za djecu in mlade. Zdaj pa drugač, počasi približujem bosanski meji, grem pa prvo v Kladušo. V Kladuši smo žurali včasih, tako da sem se rekel, da grem čez njo, ker nisem bil tam okoli 20 let. Žurali smo ga v Mornaru. Pogrem pa čez Cazin, tam sem bil tudi po moje 15 let nazaj. Ena moja bivša punca je bila iz Cazina. Pogrem pa v Bihač. Bil sem optimističen.
Prišel sem se rekel, glej, ni nobenega. Pridem in ta model men. Alo, a imaš papirje, to ti ni glih mednarodni mejni prehod, 5 kilometrov tja v levo, da boš dejansko prišel na uradni Kladuša prehod. Pa toliko sem se hitro veselil. A si opazil neki? Sami Nemci. Večinoma sami Nemci. Golf 2 Majka. No tole je meja, velika Kladuša in to grejo nazaj v Hrvaško. Poglej, kakšna gužva je. Tole smo zdajle prišli tukaj dejansko v Kladušo. V Kladuši sem bil nazadnje tam leta 2001. Osvajali smo neke ženske, sploh se dejansko ne spomnim več, ker se je ful spremenil. Vem sam, da smo ga žurali eni diskoteki Mornar in da sem zapel eno bejbo Ajka. Imela je najjači guz z majkimi, bele pajkice, top shit. In to je bil zadnji čas, oziroma zadnje leto, ko sem jaz bil. Pa sem šel čez Kladušo. Veliko Bosancev se pelje, ampak tale ženska s tem golfom me je toliko prehitela, pa mi pa nekaj mahala, da sem mogel pokazati T-Max Power. In pol naprej so bili taki lepi ovinki, sem prav užival. Tle pa, kakor vidite, rakete. To je tisto, kar sem jaz očil skozi govoril, ko sem bil tam, oči, le rakete! Ker to je bilo prvo, kar sem opazil, ko smo šli čez mejo v Bosno. Tukaj smo pa v Cazinu že, v Cazinu sem se pa malo tam gor zgubil, tistim brdu, bogu iza nogu. Tako da crkala mi je navigacija, nisem imel podatkov in se bom povedal pa naprej, kva je bilo. Stari, inživiciral me, tale Cazin, je res bosinski mest. Prvo sem se tam nekaj izgubil. Zakva? Ker fucking Google ne dela na podatke. Jaz sem izklopil podatke, ker vem, da v Bosni zaračunavajo. Jaz vem. Ne daj Bože, da požgeš podatke. Razen, če imaš kakšno, ne vem, kakšno pogodbo posebno. Kaj se je zgodil? Jaz se zgubil v pički materni v hribih nad Cazinom, stari. In jaz vem, da sem našel pizdo materin. In jaz hajde bom prišel samo podatke za sekundo. Bum, sporočilo, presegli ste 10 evrov, napolnili smo vam z 10 evrov. In potem prčkam po tej moj čeladi in po nesreč pokličem Roka. Ej, sam poklicu sem niti povezal. Bum, zablokirali smo vam, prišli ste do maksimuma uporabljenih podatkov. Kaj? Če mi novte vrnal pare, stari, 20 ali 30 evrov, sam menjo bom. Glej to je pa res lepo. Sam je malo potreben obnove. Koštelski buk ali nekaj tazga. Lega Gikon, oziroma ni to Gikon, pa je že un. Skakavac, ma ni niti skakavac, to je un, plazilac. Raziskujemo lepote une. Lepo dobro izgleda. Spokojen mir je, oziroma ta šum teh slapovčkov, karko že to. Kdo to kje pozna? To je taka zelena, lepa voda. Darimo jaz pa tako lepo oblečeno, zalepljen, ves od pota. Pičim. Se sem rabo to, stari, ker kišma je malo ukočila me. Tukaj je milina za kopace, pa ful je teh ljuljačk. Veste kaj je ljuljačka? In vzameš ljuljačko, se zaljuljaš in hop, in prestaneš na 20 cm, slomiš kičmo. Veš, stari, oni imajo tukaj zo. Imaš koze, gosi, kure, neke vrste pavu, pa osla. Pa jebate, v Bosni je posod zu, stari. Vsakom kmetu, ki priješ, je tak zu. V bistvu, odkar sem vstopil v Bosno, da je ful ninj, pa ful te črni. V Sloveniji mene kličejo te črni, ampak vam povem, da so še 5krat bolj zapečeni, kot sem jaz. Sam glej, hud plec, tam na levi strani gor jejo. Tukaj dol imaš pa pogled na patke. Pa na dejansko ta slapovje. Če kdo ve, naj napiše spodaj komentar, ker jaz nimam pojma. Jaz sem slab Bosanac, nimam. Jaz sem več Slovenca, kot Bosanca, oziroma če furi raus, dobesedno res opišejo. Kaj sem jaz? Prijem Bosno sem Janez, a v Sloveniji sem Čapac. Ujebote, kira goska, stari. To je Gosan, majke mi. To je prav mutiran, kot da hod na fitness, gledajo na steroidi. Une pa že bežijo, ker vejo, da bojo jebene od njega. Reka Una, to je bosanski smaragd. Res je lepa reka, sploh če je sonce, ki se vidi v dno. Zdaj smo se peljali proti Bihaću in prvo, kar sem opazil v Bihaću, je to, da mi ni bilo tukaj že 25 let in da se je kar spremenil. In da je velik lepih punc ter črnih, takih kot jaz. No, še malo bolj zapečenih kot jaz. Vidite, da je dosti v bistvu teh beguncev in so posod. V Bihaću so dejansko posod. Gledali so me, kada sem vesolc, ne vem. Pravijo, ko pa ta model z motorjem? Aj kar iz Afganistana prišel z motorjem, ali kva? Tukaj sem v Bihaću, najdu sem en restoran. Kvaj je sem, kvaj. Zdravan, une.
Naročil sem itek prvo, kva priješ, čevape, klasika, senzacija za pit, šopska solata pa kajma. Jaz imam še, da stane 130 km. Se res, upam, da ima Wi-Fi. River Una restoran in imaš dobesedno pogled na skakalanco. Tam bo zdaj en mulo skočil. Lepega, hopa, idemo. Bravo, boljše kaj jaz. Vidim, da se folk ful kopa. Joj, jaz so čevapema, evo jih. To svaka čast. Kajmak obvezno. Ta vonj. Glej stari, glej ta. Bosanski čevap, prvo što dođeš u Bosnu. Ponad jaz ne jem tog čevapov, sam ponad vzamem one krpice, kuščanče. Ampak jebi ga prvič, ajde. Njom, 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 kak je dober. To je to. Sve, gledaj. Prejšnji matka kupila neki ave čevapi, kao ave. Neki gor. Ono nič ne velja, stari. Glej za to. I ode čevap dol. To je zdaj, kad sam rekao čezave čevape. Hladno mi čevap. Sam se že kar najedel. Imam še 2 čevapa, drugače. A bo še enega. Kar se tiče mask, sploh noben ne govori, niti noben uporablja. To je Bosna, divi zapad. Vidite tukaj, da jih ne kontrolirajo tako kot nas. A tak strah, toliko se govori o tem. Jaz sem ga kar skoraj zapeljal v restauracijo, da ga ja imam na očeh. River Una restauracija, tako da veste, če ste hodili jesti dobre čevape, glej, v mojih izkušnjah so cool. Prišel čez, da tankamo, imam še 100 km range-a, a glih toliko je do Sanskog mosta. A ne bi red riskiral tiste neke bukojebine tank štele, ker tam boga pitaj, kva dobiš. Ta še zgleda nekako solidna, ampak ajde vidimo. 28, 95, pa ajde 98, da vidimo. To ti je pri nas 100 zdaj. Vsi pa je punim. Da ponovadi dajo vode not pa tako in če imaš še nov avto pa to, ti lahko hiter avto začne neki crkovati pa to pa lučke se prižigati. Bomo videli, kako se bo kaj obnašala moja Yamaha s tem. Glej zdaj, kva štekaš, evo to je to. 21 sekund, mislim, mark, 10 evrov. Tak isti kurac, ka pri nas še dragi. Ok, to je bilo zdaj pot iz Bihaća proti Sanskom mostu. Ura je bila 6-7 in sem vedel, da bo kmalu tema. Tako da sem si rekel, da se moram podvizati, kakor vidite, je ful veliko teh pump. Razne pumpe, tudi petrol najdeš, ampak najboljše so tako kot pumpa Senada, oziroma po imenih so pumpe. Ful veliko dobrih placov je bilo ob cesti, ampak nisem mogel se posod staviti, najbolj navdušil me pa ta Pirnar na desni strani. Pirnar Fabrika, dajte mi povedati dol v komentarju, kaj dejansko oni delajo, ker sem bil čist presenečen. Bogu iza nogu v PM među njivama in gozdom Pirnar, velika slovenska firma, še zastava je bila tam slovenska in bosanska, tako da sem kar premišljal, kaj pa oni tle delajo. Ampak tole je bila pa pot proti Sanskem mostu ključu in pogledajte si te planote, pogledajte si to širino, tole me je čist navdušil, na te sem bil čist paf. Dobesedno sem bil tam sam, sem si mislil, če fuknem, noben me ne bo najdel po moje še 3 leta, ampak cesta je bila ta prava, tako da vse tiste, ki imate radi motorje, priporočam vam pejte v Bosno, ne bo vam žal, ker tole je ena sama lepota, divina in narava. Stari, jaz videl tole cesto. Jaz mislim, da je to ena izmed najlepših, če ni najlepša cesta, kar sem jih danes dal čez, od Bihaća proti Sanskem mostu. Sem se pa tukaj ustavil, ker sem videl en tak spomenik, pa se mi zdi zanimiv zaradi prva svetovna vojna, druga svetovna vojna, ampak kar me je pritegnilo je tale stari top, stari, glej ga. Glej, kaj ima še lesena kolesa in ful dobro zgleda, sem šel mimo, sem se prav obrnil, zato da ga dejansko posnam. Vsake toliko časa najdem nekaj zanimivega, tam bila neka čezma, pa grem mimo, pa pozabim, pa ne da se mi obračati. Lahko bi preživel en teden, da bi vam vse stvari pokazal temu majhnemu delu, ki sem ga danes naredil.